Libanonska država skuša se zoperstaviti Hezbolahu, vendar ne na bojišču. V 3 južnih pilotnih območjih zdaj vojska vodi obnovo, popravlja ceste in skuša prebivalce prepričati, da lahko libanonska država, ne Hezbolah, zagotovi varnost in osnovne storitve. Težava je v tem, da Hezbolah še vedno plačuje najemnino, šolnine in zdravstvene račune za tisoče družin. Odvzem orožja je en izziv, a zamenjava sistema, zaradi katerega so ljudje postali odvisni od njega, predstavlja povsem nov izziv. Za nadaljnjo razpravo se nam zdaj pridružuje Hanin Deder, višja sodelavka na Washingtonskem inštitutu za bližnjevzhodno politiko. Hanin, lepo, da ste z nami na I24 News. Hvala. Najlepša hvala, da ste me ponovno povabili. No, desetletja je bila libanonska država nekako odsotna, še posebej v vaseh ob meji z Izraelom. Torej, v prizadevanju za ponovno pridobitev vpliva, ali lahko libanonska država realno nadomesti socialno mrežo Hezbolaha? To je zelo dobro vprašanje. In je res povezano s tem, kar se dogaja danes, še posebej v pilotnih območjih. Torej sta dve stvari. Torej, okvirni sporazum, ki je bil trilateralni okvirni sporazum, dogovorjen med libanonsko državo, izraelsko državo in Združenimi državami Amerike. Trumpova administracija zelo jasno navaja, da ne gre samo za razorožitev, ampak za razgradnjo. Razgradnja pomeni tudi, da bi morala država zamenjati vse oborožene milice. Teh ne bo več in država bo edina oborožena skupina, ampak tudi govori o razgradnji. Razgradnja pomeni tudi razgradnjo vojaške infrastrukture Hezbolaha, ampak tudi Hezbolahove, integracijo v državne institucije, ki podpirajo ta sistem socialne podpore. Tako je Hezbolah danes sposoben zagotavljati socialne storitve svojim članom, ne podpornikom, samo članom, ker si ne morejo privoščiti, da bi pomagali vsem, predvsem zato, ker so še vedno prisotni v državnih institucijah. Vzemimo za primer pilotno območje, ki ste ga omenili. V pilotnem območju je vojska nameščena, vendar še ni izvedla razorožitve, ker uporabljajo izgovor zasebnih nepremičnin, ki še niso rešene. Torej, in mehanizem, ki ga je še treba preveriti, torej ta razorožitev, to pomeni, da Hezbolah brez razorožitve pomeni, da lahko Hezbolah še vedno ima orožje v teh zasebnih nepremičninah. Težava tam je tudi v tem, da zaradi druge prisotnosti Hezbolaha v obliki mehkega vpliva znotraj državnih institucij in na terenu, znotraj teh pilotnih območij imate Hezbolahove nevladne organizacije, kot je ta VUN, prisotne v teh pilotnih območjih, ki skrbijo za ljudi. In denar, ki ga dobivajo, prihaja bodisi iz Hezbolahovih storitev ali od države, ki sodeluje z vsemi nevladnimi organizacijami. Zato je danes zelo pomembno, da se Hezbolah očisti iz državnih institucij. Ne le vojaško, z uporabo sile, ampak resnično odstraniti Hezbolah iz varnostnih institucij, odstraniti Hezbolah vojaških institucij in iz državnih institucij. Ker so te odločitve, da se dejansko pošilja denar iz vlade, organizacije, ki bodo financirale socialni sistem Hezbolaha, zelo ključne. In to Ampak je tisto, če gremo kar naprej resnično manjka. s tem, kako dolgo bi sploh trajal takšen postopek? Trenutno gledamo na 3 majhna pilotna območja, kjer stojiš. Tudi če se z orožjem ne zdi tako, ima tam še vedno vpliv. Torej, ko govorimo o celotni libanonski državi, kako sploh lahko začnemo gledati na ta problem? Post-OPEC? Iskreno, to je politična odločitev. Mislim, da ni samo postopek, takoj ko se zgodi, se bo sprožil učinek snežne kepe. Ampak res verjamem, da gre za politično odločitev. Ali libanonska vlada res želi enkrat za vselej odpraviti Hezbolah? Ali Bani Beri, vodja gibanja Amal, ki je danes predsednik parlamenta, še vedno kdo? Kdo je danes pravzaprav tisti, ki zastopa Hezbolah in ščiti prisotnost Hezbolaha v državnih institucijah? Zakaj še vedno ni kaznovan za to, ali mu ne grozijo s sankcijami zaradi tega, kar počne? Torej, njihovo čiščenje se začne na vrhu, a poteka tudi skozi vse državne institucije. Težava je v resnici odločitev. Ali sta predsednik in predsednica vlade pripravljena se zoperstaviti predsedniku parlamenta in vplivu Hezbolaha v državnih institucijah, da bi zagotovila, da nimajo več nobenega vpliva na sprejemanje odločitev in sistem socialnega varstva? To je politična odločitev, ki jo morajo sprejeti. Ko jo sprejmejo, je to izziv. Trajalo bo nekaj let, vendar moramo nekje začeti.
Ker če ne začnemo danes, bojo čez leto in pol volitve in potem bosta Hezbolah in Amal izkoristila sistem, da se vrneta v parlament in vlado, kot da se ni nič zgodilo. Torej, vlada Libanona bi to morala storiti že lani, ne danes, vendar se vse začne s politično odločitvijo.